V dolgoletni novinarski karieri sem se srečal z marsičim in se tudi marsičesa naučil. Morda najbolj tega, da ne gre slepo zaupati ne številkam, ne statistiki, ne prijateljem, ne avtoriteti, še najmanj pa PR sporočilom slovenskih in evropskih korporacij. V naši medijski hiši Vest smo se odločili, da bomo zadeve preizkušali na lastno pest in na lastne objektivne oči. Pred nami je izdelek, ki se pojavlja na slovenskem trgu in ki mu nočemo neposredno niti prikrito delati reklame, zato ne bomo omenjali proizvajalca, gre pa za žimnico Dormeo, ponavljam, žimnico Dormeo, ki jo bomo tule pred objektivnimi očmi in lečami naših kamer preizkusili v praksi. Na pomoč mi bo priskočil moj asistent Janko. Janko, prosim, če se uležete na žimnico Dormeo. Ponavljam, na žimnico Dormeo. Poglejte, naš testni subjekt Janko se je ulegel na žimnico Dormeo, ponavljam, Dormeo, za katero proizvajalec trdi, da je zelo primerna za nočne aktivnosti, kot je denimo spanje. Poglejte, kako se je telo ob prvem stiku z žimnico popolnoma sprostilo. Poglejte kolenske mišice, kako so avtomatično in naravno zrahljane. Ledveni del popolnoma sproščen in penis mlahek in mehak, kot se za spanje spodobi. Prsni koš plosek in umirjen, dihanje pa ritmično in tiho. Pozor, čez minutko, sekundo morda ali dve, vas opozarjam na tale fenomen. Poglejte, oči so se zaprle in naš testni subjekt Janko že trdno spi. Rekli boste, kako pa naj vemo zagotovo? Morda se le pretvarja, morda je za to demonstracijo plačan. Naj demonstriram. Janko, hej, Janko, zbudi se! Halo, pica! Halo, Janko, mami kliče! Halo, kot vidite, ne reagira. Razumemo pa, skeptičnim očem tudi to ni dovolj. Poskusimo še enkrat. Janko, naj za trenutek odložim mikrofon in poskusim z obema rokama. Janko! Halo, Janko! Kot vidite, na žimnici Dormeo Janko kljub motnjam, kljub hrupu okoli njega še vedno trdno spi in bo tako spal, dokler ga bo volja. Rekli boste, kaj pa, če se je tale testni subjekt v naši demonstraciji uro ali dve prej najedel pice ali dveh, morda popil pivo in ga je preprosto ob temle vodoravnem položaju, ki je tako naraven zanj, zmanjkalo. Pa poskusimo v drugačnem telesnem položaju. Janko, daj prosim, obrnite se. In poglejte, kako trdno spi naprej. Nemogoče ga je prebuditi. Priznam, morda sem se ob začetku tega objektivnega novinarskega testa žimnic Dormeo nadejal drugačnega rezultata. Z mojega novinarsko-reporterskega stališča bi bilo mnogo sočneje, lepše in tudi lukrativneje, če bi se zgodba končala s hudo obtožbo
in kazanjem prsta na neusmiljeno in neodgovorno slovensko korporacijo, ki si drzne lansirati na občutljivi slovenski, še mladi trg, takle izdelek. A ne, tokrat smo novinarji žal potegnili kratko. Priznali bomo poraz, a kot že tolikokrat naj le ponovim, morda je izgubljena bitka, vojna pa še zdaleč ne. Se vidimo ob naslednji priložnosti. Z Žimnice do Mejo, za internet Luka Koper.